Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert Siddharta. Varni smo takrat, ko sijemo, ne rabimo zlata za to. Postavi roke naj si umivajo v vrsti, kjer ni več srca. Nevarni smo takrat, ko pojemo, zbrani v en glas za nas. Ostali ne vedo, ne razumejo, kako drugačen je naš čas. V eni minuti vse lahko izdam, v eni minuti lahko izkrvavim, v eni minuti v mene pride strah, v eni minuti lahko se prepustim, v eni minuti ubijam tišino. Včasih rabim zlato, zato vabim jo. In ko znava v dvoje, greva v troje. Kdor bi rabil obraz, naj najprej prizna poraz in pokaže, kako je premikati stroje. V eni minuti vse lahko izdam, v eni minuti lahko izkrvavim, v eni minuti v mene pride strah, v eni minuti lahko se prepustim. Nenavadna jutra se prebujamo, najlepše barve nam ponujajo. Nenavadna jutra se prebujamo, najlepše barve nam ponujajo. Vse lahko bi dal, v eni minuti vse bi razumel, v eni minuti izgine tudi strah, v eni minuti ne bom več krvavel, v eni minuti, v eni minuti
Dame in gospodje, vaš gostitelj Jan Vehar. Pozdravljeni vsi, ki nas danes poslušate preko radijskih sprejemnikov, mahamo pa tudi vsem tistim, ki nas spremljate preko videoprenosa, preko našega portala robin.si. Ja, navsezadnje pa seveda eno krasno dobrodošlico tudi vsem našim 20 poslušalcem, ki so nas obiskali v našem Robinovem koncertnem studiu. Radio Robin letos praznuje pomemben jubilej. Že 30 pomladi smo v vaši družbi, no praktično na vsakem koraku. Vi, drage poslušalke in poslušalci, ste pa prav tisti, ki ste del te naše zgodbe. In tako kot pravi naš legendarni slogan, brez tebe ni mene. No, našemu praznovanju smo nadeli ime Robinovih 30, praznovali pa bomo skupaj vse leto. In to z intimnimi VIP radijskimi koncerti. In s prvim začenjamo že danes, ko v moji družbi pozdravljam člane zasedbe Siddharta. Dobrodošli in hvala za ta krasen uvod, ki so ga tudi poslušalci nagradili z aplavzom. Hvala lepa. Hvala, živijo. Živijo. Resnično smo veseli, da koncert začenjamo prav z vami. Siddharta je pravzaprav danes že znamka, ki govori sama zase. Ste pa začeli današnji koncert s pesmijo 1 minuta. Kako dolg je bil ta razmislek, s katero skladbo pravzaprav začeti? Najbrž se pričakuje odgovor, da je 1 minuta. No. Resnic pa 5 minut pa pol. Ja, toliko je dolg. Zdaj nismo ziher. To nekje. Pravzaprav smo tik preden smo prišli k vam na Radio Robin imeli vajo in v istem tem redosledu smo se odločili, da bomo tudi tukaj igrali. Edin, kar smo malo stvari zamenjali, se pravi. Malo tonaliteto. Ja. Zelo smo spremenili pač način igranja, ne, ker je akustično in tako bolj intimno in je bilo potrebno imeti vajo prej, seveda. Ne. Tako da ni čist... bomo rekli, to so neki novi originali, ki so prav posebej narejeni za ta večer. In če je karkoli narobe, so to naši džezarski vložki, seveda... Mislim, da se lahko skupaj strinjamo, da je pravzaprav to zvenelo odlično in da nas čaka pravzaprav eno res nas še čaka to. Krasno glasbeno druženje. Tako, 1 minuto ste prvič predstavili pravzaprav prav v Stožicah. Takrat ste menda rekli, da greste tja se med fajn, si da duška in se ne dosti ukvarjati s tem, kdo bo na odru. In se sam med fajn. Ste se imeli fajn, tudi pri prvi minuti. Debes smo se imeli, ne? Mi smo se ukvarjali, kdo bo na odru, dokler so oni gor, ne, saj z moje strani. Ne, super je bilo, ne, mislim. V radiju se ne vidi, na koga pokažeš, a veš. Ja, včasih smo se bolj sekirali pred takimi koncerti, se mi zdi, oziroma stopna neke male nervozice je vedno prisotna, ampak to, kad se mi zdi, da je bil to koncert, ki se res nismo šli tja sekirati in smo vedeli, da bo vse v redu in je bilo vse v redu. In je bilo, ne? Ja. Zavestno smo šli uživati, ja. In smo v bistvu nekako polnoletni glede teh nervoz. Zdaj pa se res ne rabimo več toliko sekirati. Tudi če gre kaj narobe, se ne sekiramo zares. Vemo, da je to del življenja in pač tako je mišljen. V bistvu smo tudi ugotovili, da bolj, ko gre narobe, rajš ljudje to poslušajo in gledajo. Perfekcija je postala popolnoma nezanimiva, ne, tako da... Piflarji so out. Ja, če ga bomo kaj ustrali, da nas je to namerno, zato da bo več lajkov, gledal in poslušalcev tako. Pa da se vidi, da je uživo, mislim, ne, da je uživo na mislim, ja. Pa nam je lažji, ne, se tudi zmotati, v bistvu. Pa tako, kot ste rekli, pravzaprav na koncu smo še vedno vsi samo ljudje in v bistvu vsaka napaka je en tak konkreten primer, ko se lahko tudi mogoče publika potem poistoveti z vami in pove. Na konec koncev je samo to struna. Mi smo umetna neinteligenca. Ja, umetno neinteligentni. Danes ste torej del najbolj intimnega glasbenega doživetja na Goriškem. Tako smo poimenovali to edinstveno glasbeno izkušnjo tako za nas kot za naše poslušalce. Katera skladba bo tista, s katero nadaljujemo današnji glasbeni večer? Ja, bomo kar nadaljevali v tem slogu zdaj, ne? Se pravi iz nove plošče. Še sveže, ne? Še sveže, tako, ja, in bomo šli kar na Prepovedana. Nekaj prepovedanega, ja. No, pa prisluhnimo Robinovih 30, nadaljujemo Siddharto in Prepovedana. 1, 2, 3, 4.
ljubila, a bi me hotela in me res upela, če bi ti povedal za naprej vse, kar bom naredil za naprej. A bi tu ostala in me prepoznala, a bi tu ostala in se z mano smejala. Vse je prepovedano za naju dva, mi dva vse si bova dovolila. Poglej me v oči brez skrbi, pazi na te, z mano si, pazi na te, verjemi mi. Vse je prepovedano za naju dva, a mi dva bova vseeno se ljubila. Za nazaj, za naprej. Tukaj so prepovedane prepovedi, tukaj so prepovedane prepovedi, tukaj so prepovedane prepovedi, tukaj naju ne najdejo, tukaj naju ne najdejo. Vse je prepovedano za naju dva, a mi dva vse si bova dovolila. Poglej me v oči brez skrbi, pazi na te, z mano si, pazi na te, verjemi mi. Vse je prepovedano za naju dva, a mi dva bova vseeno se ljubila. Za nazaj, za naprej. Malo bova sama, jaz in ti, malo bova sama, brez ljudi, ne rabiva nikogar, ki pozna, kam bova jutri šla. A bova dovolila, da vse zgori, a bova dovolila, da se svet potopi. Raje narediva nekaj, kar prepovedano, prepovedano, prepovedano. Vse je prepovedano za naju dva, a mi dva vse si bova dovolila. Poglej me v oči brez skrbi, pazi na te, z mano si, pazi na te, verjemi mi. Vse je prepovedano za naju dva, a mi dva bova vseeno se ljubila. Za nazaj, za naprej, za naprej. Odlična Siddharta z nami, če ste med zamudniki in ste se nam pravkar pridružili v Robinovem koncertnem studiu. Danes gostimo Siddharto, spremljate pa najbolj intimno glasbeno doživetje na goriškem Robinovih 30. Jan Vehar pa sem v vaši družbi. Nov, še svež pravzaprav album, kaj ne, še skladba prepovedana, X10 album, 10 skladb, neki so skozi okoli nekih številk vrti pri vas. To je z namenom verjetno? Radi imamo številke, ja. Sploh jaz, še posebej po mojem. Ja, Toliko smo že stari, da uporabljamo rimske. To je 10. album, zato smo pač hoteli imeti nekaj z 10, ne, rimska X je super, malo se povezuje na pot v X, zdaj smo prišli do tega X-a, ne da se tukaj zdaj to konča, mislim, da se bo nadaljeval naprej. Komadov smo imeli precej več kot 10, ampak smo se potem odločili za 10. album, 10 komadov, tako da se
številke malo ujemajo med sabo. Pa da ostane še malo manevrskega prostora tudi za druge še skladbe, ki bodo Pa da ne čakamo spet 6 let, kolikor je minilo od prejšnjega albuma, ne da mogoče. To je bilo pravzaprav moje že pri številkah, ne? Ja, to je bilo pravzaprav moje naslednje vprašanje. 6 let smo čakali, ne, na te nekako nove Siddhartine glasbene zgodbe. Zdaj jih boste pravzaprav ponesli tudi med poslušalce. V teku je že prepovedana turneja, 8 postajališč zajema. Smo pa veseli, da se ustavljate tudi v naših koncih v športnem centru Šempeter Vrtojba. Kakšen koncert pripravljate za zelo zahtevno primorsko publiko? Nikoli ne bi spustili primorske publike, absolutno ne. Vedno toplo sprejeti, vedno se fajn imeli, tako da Pa nikakor ne ostrige gre. so dobre, pa tako. Nekaj kratkega. Turnejski koncert pričakujete, se pravi kompletna naša produkcija, ful dobre lučke, skrini narejeni za vsak komad, odzadja zanimiva, potem Ohni. Wahni, Okay. Vroče. Pokal bo vroče, bo dober sound, imamo najboljši sound, ker smo ga kdajkoli imeli, bomo zdaj, tako da ne zamudite tega. Ogromno smo vložili v priprave in v produkcijo samo, prav za to turnejo teh 8 koncertov. Nekaj jih je šlo že mimo in mi kot band smo izjemno zadovoljni, publika nam pa isto nekako vrača informacije, da kaj tazga pa še ne, tako da se izjemno veselimo tudi ostalih, ki so še na vrsti. Ne. Zdaj pravzaprav upam, da bomo vsakič celo boljši, ne, ker ne, začeli smo, zdaj smo že malo tečeni in Šempeter, da je 13. aprila. Aprila. Tako v Bomo že ležani oranku ležani, vlaufali in namazani z vsem. Ne. Tako kot je potrebno, da niste ravno na začetku, da prijete k primorski publiki, zapravi že pripravljeni. Ja, začeli smo sicer v Kopru, ne, kar je tudi čisto svojevrstna Primorju. primorska. Tako, bolj severna. sorte, en konce ne primorske. Ne. Tako enkrat. No, na Robinu smo veseli, da bomo delček turneje lahko doživeli že danes. Za občutek bomo torej slišali 5 skladb iz vaše bogate diskografije. Iz še svežega albuma pa gremo proti Infri iz leta 2015. Katera je tista, ki jo slišimo v nadaljevanju? Ena bolj hladnih naših je Ledena, mogoče celo najbolj prepoznavnih iz zadnjega obdobja našega. Ja, sicer je ena izmed starejših komadov, ampak išla je šele 2000, kako smo rekli, 16? 15. 2015. In se je zelo hitro parela tudi med ljudmi. No. Mi smo jo pacali, ne vem, skoraj 20 let, ne? 20 let. Nastala je že, ja. Že na Idu bi mogla biti, Že na prvi plošči. pa na Nordu bi mogla biti, pa pač je vedno izpadla. Je morala počakati na Ja, prav trenutek. dozoreti. Ja. No, Je in ta postala polnoletna nekako. No, tako. In Ledeno poserviramo tudi v koncertnem studiu Robina v živo, Ledena in Siddharta. Le kaj v tvojih je očeh, ta ples, ta let, so tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne morem stran od oči, preveč boli. Ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. Vse bolj mi v glavi razbija in zvija telo. Ko je slika ogledalo nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti.
ledim, se nastavljam zveri, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca preveč za naju dva. So tvoji biseri v očih pretemni za ta greh. In spet naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne moram te objeti. In vedno bolj mi v glavi razbija in svija telo. Ko je slika ogledalo nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Ja, hitro nam čas beži, ko se imamo lepo Robinovih 30 poslušate. Najbolj intimno glasbeno doživetje na Goriškem. Siddharta pa danes otvorila serijo koncertov. Svojo glasbeno potjo ste začeli v 90-ih, ne? Zdaj, takrat ste bili na začetku svoje glasbene poti. 1990, ne. Ne, tako, seveda, noben imel. Tako. Danes pa verjetno mladi bendi oziroma na debutni bendi hodijo k vam po nasvete. Kakšen nasvet danes da Siddharta novim bendom, ki so šele v nastajanju? Jaz mislim, da te nove bendi imajo zelo nekako razdeljen svoj in svoje ideje, ki so nove in bi naši nasveti mogoče prej škodili kot koristili. Oni morajo svojo glavo, svoje obdobje opisati s svojim rock'n'rollom, pa s kakršnokoli muziko že. Naši nasveti so bolj, ne vem, pokliči in pridi na enega, to lahko edino, pa pol se pogovarjamo o življenju zdaj nasploh. Težko delimo kakšne nasvete, ker ne bi si želeli, da so bendi nam podobni, ne? Razen če so kakšni taki nasveti, kar se tiče kakšne tehnike, pa še to, ne vem če, ne vem, do koga pridejo. Smo mi iz 1990, ne? Ja. Tehnično manj podkovani. Ampak bistveno bolj dodelani zdaj kot takrat. Meni edin nasvet je bil tak, da vztraja čim dalj, no. Oziroma ne obupati takoj, ker pač to je pot, to je treba pregrist marsikaj, lepe stvari se zgodijo, pa tudi teže in če priješ čez tiste, takrat se te poveže malo drugače in nasvet bi bil ne razpast preden vam vrata. No, recimo, ja. Recimo, to je eden od norih. Če imajo dobro muziko, če pa slaba, pa čim prej končati. To je res.
Komu je bilo v bistvu teže, oziroma komu bi bilo teže? Siddharti, ki je začenjala v obdobju, ko ni bilo interneta in družbenih omrežij, ali bendom, ki so pravzaprav upeti v Jaz to mislim, okolje? da je vsako obdobje ima svoje hakelce in v bistvu težave in dobre stvari. Mi smo imeli to, da je bilo po televizijah in radijih veliko več glasbenih oddaj in smo se lahko tako predstavili. In ljudje, ki so te želeli videti, so te pravzaprav lahko videli samo Na v živo. koncertu. Ja. Zdaj je pa lažje to, ker je pa medmreže in toliko razširjeno, se pravi, čim si viralen, čim si na internetu in na teh družbenih omrežjih, ne, te lahko vidi cel svet. Pravzaprav moraš biti samo pravilno se moraš tržiti, bi rekel, ali pa pristopati do ljudi, ki se ti zdi, da imajo ta interes za to muziko. Tukaj je lažje. Po drugi strani pa imajo vsi bendi in glasbeniki to na voljo, ne, torej poplava tega ogromna. Težko se najdeš zdaj. Samo izbrati pravo pot, verjetno, pa izkoristiti kanal temu, čemu je tudi namenjen. Postrajati pri tem, kar si zamislil, ne? To je v bistvu. Res je. Pa jaz predlagam, da se kar vrnemo tja, ker se je vse nekako začelo v leto 1999. Katero skladbo bomo slišali? Se verjetno naša publika lahko že predpostavlja, katero bomo slišali, ampak... Pot v novo plato. Pot v novo? Ja, okej. Smo malo že, a? To ste v bistvu vse planirali, to je pa vse strategija, verjetno, ne? Skupaj smo se zdaj pripeljali iz Ljubljane in smo se vse dogovorili. To so strige. Tukaj je Pot v X, z nami pa Siddharta. 1, 2, 3, 4. Sobani poet sedi, upam da praveri me dobi za vsak trenutek, ki ga je doživel v življenju na svetu, zanj polnemu ja in milosti. Morda je prav tudi to, temu ne sodi le zdravo telo, vem pa, da vse temelji le na tem in vsem to povem, ali bi radi dober X ali le Pot v X. Ja, vsi vemo, da nekateri bi radi še čarati z nami, vsi vemo, za minuto bi slavi sebe prodali, žalostno, da ti lažnivi popijo denar le tako, da samo stranje na police filajo. Vsak policaj bil je tak in vse belo spremeni se v temno. Če bi od zadaj jih osvetlil z lučijo in vse gre tako, odpisalo likancev, šesa blaznežev. Vsi vemo, da nekateri bi radi še čarati z nami, vsi vemo, da za minuto bi slave sebe prodali, žalostno, da ti lažnivi dobijo denar le tako, da samo stranje svetu filajo. Čutil, danes pa prodajam
Može preveč dima, čisto sem grl. Odlična Siddharta, v naši družbi fantastičen izlet v konec 90-ih je bil to. Pot v X smo poslušali in še enkrat ena lepa dobrodošlica vsem, ki ste z nami. S fanti skupine Siddharta smo danes otvorili naše najbolj intimno glasbeno doživetje na Goriškem. Nastopali ste praktično na vseh mogočih odrih različnih velikosti, doma in v tujini. Mogoče zato to vprašanje toliko bolj na mesto. Kdaj ste nazadnje nastopili za tako malo številčno publiko, kot zadnjo nastopate danes? V Postojni leta 98. Ja. To je pa zelo specifično. Če sem ti rekel, In da Kodbus leta 2013. Številke ne grejo, če bi Ja. datum, tudi ni problema. 2. oktober 98. To je res, ali to je... Ja, Lahko zna biti veš, res. kjer dan. Zna biti res, ne, nisem prepričan, ampak zna biti pa res. Ja. Ampak Kateri uri? Mislim, da smo začeli takrat ob 9. Koliko zvečer. komadov je bilo? Komadi so bili pa ura pa 35 minut. Koliko komadov se je 17. natančno? 17. Aha, Ja. okay. Kjer je bil najdaljši? Siddharta. Bravo. Ja. 6 Wow. minut, 12 sekund. mislim, da si Oh, za ta spomin mislim, da lahko jih nagradimo z enim aplausom še vedno. To je pravzaprav najmlajši hard disk v našem bendu in temu Ja. je treba zaupati. Ne? In je treba... Ja, ja. Čak zdaj, ko bo preveril, ko bo rekel, da je pokvarjen. Sam res, danes lahko vsak vse to preveri, ne? To je res. In bomo dobili povratne informacije. Vaš najmlajši hard disk je pokvarjen. Mislim, da so Rusi prišli. Ja. No, v Robinovem studiu danes nas je sicer malo več kot 20, sem pa prepričan, da nas je veliko več tudi na radijskih frekvencah, kot tudi na video prenosu, ki ga lahko vse skozi tudi spremljate na robin.si. Kakšne koncerte imate sicer najraje? Mislim, so to na odprtem, se pravi na prostem, ali kje za 4 Ta je stenami? poseben, zelo nov, v bistvu se zelo Ja. dobro počutimo. Takega, pravzaprav v takem formatu ga ne pomnimo. Ponavadi so radijski koncerti večinoma brez publika. Ne? Vse enkrat prvič, tudi to. Ampak tukaj je tak zelo prijeten občutek, no, ker vemo, da saj 20 ljudi posluša ta trenutek. Yes. Nič slabega. Da nisem voditelj. Teč, ne, ja, da ni. Drugač pa jaz osebno imam rad kakšne posebna prizorišča, kot so, lahko so to ogromna, kot so recimo stadioni ali pa arena. Po drugi strani imamo po Sloveniji veliko nekih zanimivih prizorišč, ki so na prostem, v naravi, ne. Festivali so zanimivi. Pravzaprav smo res dali ogromno enih odrov. Najslabše pa tisto, če se preveč ponavlja, a ne, in potem, da sami se postanemo dolgočasni, pa se začnemo ofnati in pol ne vem, a je to v redu ali ne. Ta pestrost, ki jo ponuja naš trg, se mi zdi zelo fajn. No. Tudi najbrž, če bi same stadione delali, da bi se naveličali, če bi imeli to možnost, seveda. Ne. Tako so pa, zato ko majhen trg, kot je Slovenija, morajo biti organizatorji iznajdljivi in tudi bendi. In potem se najdejo različna prizorišča, ki so posebne, se jih potem takem zapomniš. Ker če so podobna, kot sem rekel prej, si ne ločiš enega od drugega. Tako pa jih imamo veliko več v spominu, kot bi jih imeli, če bi bili vsi ostali si podobni. A se spomnite mogoče kakšnega res bizarnega prizorišča, ko ste prišli na licu mesta in ste rekli, kam smo mi prišli? Madžarska. Na Madžarskem, aha, ok. Džir. Jaz se spomnim enega na Poljskem, ki so v prvi vrsti tako eni generali v uniformah sedeli. Ja, pa Madžarska, cirkuški šotor. En šotor. Cankarjev dom, pa nismo čist dojeli, kaj se dogaja, ampak smo bili povabljeni na neko prireditev, ki je imela nek Generali so sedeli nek drug kontekst, ampak je bil nek jeruzelski, stomiševski. Tako je bilo kar malo scary, ampak so bili prijazni generali, no, so v bistvu ploskali. Pa zanimivo je bilo, da smo 2 tedna, pa mogoče malo po stadionu za Bežigradom, ki je bil največji koncert takrat, ne, čez 30,000 ljudi šli igrati za majske Slovence. In smo čakali, da prinesejo mešalno mizo. Ne. Smo rekli, če imajo mizo, seveda, kakšno rabite, okroglo, kvadratno, imamo 5 z mano, smo mislili, da imajo v skladišču ogromno različnih mešalnih miz, okrogle še nismo videli. Ne. So nam ponujali navadno mizo, če bi kdo kaj gor rad dal, ne, mogoče enega kratkega. Ugotovili, da nimajo tega in smo mogli klicati v Slovenijo, da so pripeljali to. Mešalna miza. Ja, da je potem prizorišče izgledalo normalno. Ne.
Zdaj, omenili ste festivali in tako naprej, prihajajo lepši dnevi, temperature, več sonca. Si boste po turneji, mislim, imate v praksi se sicer tudi družiti izven koncertnih odrov? A mi ali nasplošno? Mislim, kot band, seveda. Ja, imamo. Praksi se družimo. Pride termin za kakšen skupen Siddharta piknik tudi mogoče? Vsako leto. Zveni naštudirano malo. Nikoli, to je vse spontano. Vse veste, televizija, pa radio, Zdi se, vedno kot vse da si spontano. bil že na našem pikniku. Mogoče me boste lahko tja tudi povabili. Mislim, Ampak jih imamo res. Moram V bistvu- reči, da imamo vsako leto družinske piknike, to pomeni vsi člani z otroci in starši. Z otroki srečamo. Z otroki in starši. In to, kar otroki. ustrajamo zdaj že, mislim, da ima več kot 20 let, po mojem. In to bo kdaj čas, verjetno po koncu turneje prepovedane. Ali? To je Ja, ponavadi- izogibamo se zimskim časom, seveda. Ne? Za Ja. piknik, ampak to je nekje Junij. proti koncu šolskega leta. Tako je. Ja. Ponovadi za konc šole tam nekje. Ja. Pa ko nismo na kakšnem drugem koncertu. No, tako da. Ja. No, si boste verjetno že tako naredili, verjetno, ne? Tako seveda prihajamo do zaključne skladbe današnjega druženja. Siddharta nas bo vse tukaj v Robinovem koncertnem studiu popeljala na piknik. 2, 3, 4. Vroče poletje, voda hladi, senca zavetje in eden tistih dni. Čisto brez skrbi, tjarari. In ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Vroče poletje prijetno diši, glasba in petje, nekaj na eks in razodetje. Kratko nam je lepo, in ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudje, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem, lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj glede na polje, nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem, lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj glede na polje. Sonce zahaja, zvezde budi, zrak se ohlaja, ogenj gori, plešemo v temi. Počasi brez skrbi, tjaradi. In ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudje, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem, lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre le na bolje.
zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre nam bolje. Nekaj si je v nas ljudeh, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje, nekaj si je iste vez, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje. Hvala lepa. Najlepša hvala Siddharti, hvala, ker ste si vzeli čas za nas, se pripeljali k nam na Goriško in lepo nam je bilo, mislim, da lahko govorim v imenu celotne publike, mislim, da lahko damo še en aplavz. Hvala lepa. Hvala. Hvala za gostoljube, vabilo in prijetno publiko, seveda. Upam, da vam je bilo tako lepo, kot ste rekli, da vam je bilo fajn. Ja, zdaj smo pa že prestari, da bi se neki sprenevedali, kar rečemo, da nam je lepo. No, to res radi slišimo. Ja. Tako. Hvala vam še enkrat, srečno na turneji Prepovedana in na vseh nadaljnih projektih. In seveda vedno vabljeni v naše konce. Če ne prej, seveda v 13. še, ne? 13.4. Tako, Športni center Šempeter Vrtojba. Hvala lepa vam, drage obiskovalke in cenjeni obiskovalci, ter seveda tudi poslušalke in poslušalci, kot tudi gledalke in gledalci. Ta seznam se ne neha, da se moraš vsakemu posebej zahvaliti. Hvala vsem, ki ste nas spremljali preko portala robin.si. Hvala, ker ste bili v naši družbi in se vidimo ponovno naslednjič. Jan Vehar sem bil z vami. Hvala lepa. Robinovih 30. VIP koncerti Radia Robin. Najbolj intimno glasbeno doživetje.